Lepo pozdravljeni, sem Lare Žurga, vodja šole preživetja v naravi. Ni naključje, da imam danes za sabo tole risbo mojega prijatelja Uroša Kricka. Namreč lepo se mu v tej priliki zahvaljujem, da je narisal za mene osebno. Kaj hočem s tem povedati? V bistvu hočem vam povedati zgodbo o medvedu. V bistvu to je tabu tema, praktično zato, ker premalo govorimo o tem očitno, a ne. Torej, premalo ga poznamo, premalo poznamo njegove navade in bi vam rad nekaj koristnih nasvetov dal, ki se mi zdijo taki življenjski, tako da jih boste lahko pač, bom rekel, s pridom uporabili, kadar boste šli na območje medveda. Začel bom s tem, kako se medved skoti, a ne. Torej, skoti se mami medvedki, lahko jih ima od 1 do 4. Veliki so nekje od pol kilograma do 750 gramov tehtajo, a ne. Veliki so približno tako kot en polh. In so seveda non-stop pri mami. Se pravi, v tem primeru mama ne zapušča brloga, vsaj en mesec, a ne, so ti mladiči preklopljeni na seske in se grejo ob mami seveda, ker če bi mama zapustila brlog, bi ti mladiči poginili zaradi podhladitve, a ne, ker ko se skotijo, nimajo dlake in so slepi tam do 1 tedna, a ne. To je tudi zelo zanimivo. Torej, potem, ko spregledajo, se odlakajo, nekje po 1. aprilu pa je že nekako varno tudi hoditi okrog brlogov, ker smo že lahko prepričani, da tam ni medveda. Zdaj, če vi poznate, kje so brlogi, vam odsvetujem, da nekje od tega časa pa nekje do 1. aprila ne hodite okrog brlogov, da ne boste vznemirjali medvedke. Medvedke se v glavnem nahajajo na Notranjskem in pa tudi seveda na Kočevskem, torej tam pa na Krasu seveda, tam, kjer imajo pogoje, kjer si lahko, bom rekel, pod zemljo ustvarijo brlog in tam skotijo mladiče in jih potem 2 leti vzgajajo, se pravi, po 2 letih mama medvedka te mladiče odstavi, rečemo, ponovadi to recimo pred paritveno sezono, ki je tudi zanimiva, bom o tem malo več kasneje povedal. Se oproščam. Skratka, kako izgleda ta v bistvu paritev, a ne, če sem že omenil, a ne, to izgleda tako, da v bistvu medvedka, recimo Mojca, 20 medvedov nekje je označenih s telemetrijsko ovratnico v Sloveniji, po mojih zadnjih podatkih. Mimogrede naj vam povem, da te podatke imam iz izobraževanja za vodnike za ogled medvedov v naravnem okolju, torej imam licenco za to in tudi to storitev upravljam, pa ni to zdaj glavni point, ampak hočem vam povedati iz prve roke, dajmo reči, kako je z medvedi. No, skratka, ko se medvedka začne pariti, pride torej medvedka Mojca je na nanosu, pride iz Triglavskega narodnega parka, recimo Medo Marko, karikiram, izmišljujem si. Vsi medvedi imajo človeška imena, ne, kot zanimivost. Skratka, ko pride Marko do te Mojce, se imata lepo, romantika, je 7 dni torej z njo in potem gre ta Marko k Urški. Mojca dobi pa drugega partnerja, recimo Janeza, si spet izmišljujem, a ne, da ne bo kakšne pomote. Skratka, 6 do 7 partnerjev nekje medvedka torej zamenja, da v bistvu zaščiti svoje mladiče. Kako in zakaj pa to, torej kaj to pomeni? Se pravi, naslednje leto, ko ima ona mladiče in se pač spet začne sezona parjenja, dajmo reči za samce, gre spet na te pohode do teh medvedk. Torej, in če ta medvedka sreča tega samca, ko gre pač, kot sem rekel, na paritveni pohod, dajmo reči, torej, on njo prepozna, torej medvedko prepozna po njeni obliki, po njeni konstituciji, kako je grajena in tako naprej, in seveda pusti mladiče pri miru. Če pa taka medvedka sreča medveda, s katerim se lani ali pa predlani ni parila, bo pa v trenutku pobil te mladiče zaradi tega, ker se hoče pač on pariti. In v tem primeru bi se medvedka takoj začela z njim pariti. Torej bila z njim 7 dni in pač potem verjetno še
kakšnega ljubimca, odvisno v katerem času sezone parjenja se nahaja. Kot smo rekli, je to kar dolga doba, 6 do 7 tednov, torej vsakim ljubimcem je, ali pa medvedom, samcem je do nekje 7 dni. Ok, to kot zanimivost. Zdaj, najbolj pogosto vprašanje so, kako ravnamo, če srečamo medveda. Zdaj je več scenarijev, se pravi, en je ta, da če vi medveda vidite na dolgi razdalji, enostavno se obrnete pa pejte nazaj, od kjer ste prišli. To je po moje čisto smiselno. Se pravi, če vas medved ne vidi, vi njega vidite na neki dolgi razdalji, nobenega problema, se obrnete in greste nazaj in ga ne vznemirjate. V bistvu je še ena stvar ključna, preden nadaljujem s temi scenariji, da vam povem, kako je to, ko mi pridemo v gost. To je enako, kakor če bi jaz, na primer, prišel k vam ob polnoči v vašo spalnico. Kako bi reagirali? Eni bi me verjetno udarali ali kakorkoli, ali pa me napadali, eni bi rekel, si ti zmešan, kje si pa ti prišel not v hišo ali pa v stanovanje. Presenečeni bi bili, a je tako? No, enako je pa pri živalih. Se pravi, ko mi pridemo v njihovo dnevno sobo, na rekovajih, torej v gost, je zgodba preprosta. Se pravi, bo vsaka žival po svoje odreagirala. Se pravi, lahko, če kdo misli, da se kaj lažem ali pa da kaj nabijemo, to je krasno, napišite v komentar, bomo seveda argumente preverili, jaz vam govorim dejansko dejstva. Torej, en kup enih čejev je, se pravi, ko pridemo mi v gost, je pomembno, da na sebe opozorimo. Potem je spet, kako veter piha. Lahko je primer, da imamo klanc, pa medved z te strani prihaja, mi pa gremo z te strani, pa se tle gor nekje na vrhu srečamo, veter pa glih tako počez piha, da ne moramo ne mi medveda zavohati, ne on nas, recimo, karikiram, to je pač ena situacija. Torej, ko pride do srečanja oziroma soočenja z medvedom. Kaj narediti? Prosim vas, nikoli in nikdar ne obrnite hrbta medvedu, ker boste avtomatsko postali plen. Pika. Amen. Končano. Pa naj še povem, da v bistvu pri rjavih medvedih ni to huda stvar. Torej, v Sloveniji je medved od 2. svetovne vojne do danes, v Sloveniji od 2. vojne do danes ubil 4 ljudi. Za 4. ne vejo, se oproščam, za 4. ne vejo, a je umrl naravne smrti ali ga je pokončal medved, oziroma pač je bil najden malo odprt in tako naprej od medveda. Če pomislimo, koliko ljudi je strela zadela ali pa tudi ubila, koliko se jih je s kolesom ubil, koliko je bilo prometnih nesreč, da sploh ne govorim, koliko je vse bolj nevarno, kakor sam medved. Če mi verjamete ali pa ne, delamo res prevelik bavbav okrog tega. Dejstvo pa je eno, da napadov je bilo pa ogromno. Torej, ogromno. V takem primeru, torej v večini primerov bi za te napade kriv pes, spuščen pes, enostavno. Greste na sprehod v gost, noben vas ne vidi, kužata spustite, bo odtaval po svoje, bo zavohal medvedko, običajno to medvedka, seveda, ker samci se po nekih statistikah umikajo veliko lažje in hitreje in se praktično vas bolj bojijo kot vi njih, mimo grede. Skratka, ta kuža bo zavohal to medvedko, ker ima vonj po vsem živem, torej, oziroma po vsem mrtvem, če se malo duhovit. Skratka, po kadavrih, ki jih najdejo po urinu, po vsem možnem. Res imajo močen, oster vonj. Tako da kuža to z lahkoto najde in seveda medvedka bo poskušala svoje mladiče zaščititi na ta način, da bo tega vsiljivca hotela pregnati. In kam bo ta kuža tekel? Ja, k vam med noge. Kam pa drugam? In medvedka bo prišla za njima, In kdo bo nastradal? Ja, kuža bo pobegnil tik pred zdajci, vi pa ne boste šli 60 na uro, to, ko gre medved, Tako da
svetujem, da dejansko imate res psa na povodcu v gozdu, tako da ne izzivate, sploh če ste na območju medveda, da se razumemo, seveda, če bi pes kakorkoli, naj bo na povodcu, da se to ne izziva, in vam povem, da bo veliko skrbi lahko manj. Okay. Prišli smo prej do scenarija, ko se pač mi srečamo na vrhu hriba, medved s te strani, mi s te strani, te še vrnem malo nazaj. Kaj se zgodi? Se pravi, pride do presenečenja in takrat je zelo ključno, da, kot sem že prej omenil, ne obračamo hrbta, ponavljam. In še enkrat ponavljam, nikoli ne obrnite hrbta. Imejte medveda na očesu, se pravi, imejte ga v vidnem polju. Naše polje je zelo široko, nekje tudi skoraj 180 stopinj, ne me drži za besedo, ampak res, če boste takole pomahali z rokami, jih stegnili, pa s prste stegnili, pa pomahali, pa gledali naravnost, boste videli, kako je široko vaše vidno polje. Poskusite zdaj ta hip lahko. Skratka, imejte medveda v vidnem polju, obrnite se bočno na njega, se pravi, če ste vi medved, se bom jaz obrnil takole, da sem bočno na vas stojim, zaradi tega, ker sem potem manjša grožnja tem medvedu, ali to medvedka ali kakorkoli. Skratka, to je zelo pomembno, da se pač v tem smislu zmanjšate, ste ožji in začnete mirno, z mirnim tonom prigovarjati, če ste sposobni, seveda, če ne okamenite in tako naprej. Prigovarjati temu medvedki, ali kakorkoli, glej, Mojca, Metka, karkoli že si, jaz sem prišel po gobe, prišel sem po borovnice, prišel sem po kostanj, skratka, v mirnem tonu mu prigovarjate in spustite nekaj od sebe. Zdaj, se veste, malo v hecu, ga tudi lahko kaj spustite iz hlača, ampak pomembno je, da pustite, robčak iz žepa, mogoče spustite na tla izpod, ali kapo, ali očala, ali karkoli, nahrbtnik vržete na tla in kaj ste s tem pridobili? Vsaj par metrov se lahko vi temu medvedu umaknete nazaj, Zakaj? Zaradi tega, ker se bo seveda ta medved ustavil pri tem predmetu, ki je med vami in njim, ali pa njo, kakorkoli. No in če pa bi ta medvedka ali pa medved šel proti vam, kljub temu, da gre naprej od tega predmeta proti vam, si pa zapomnite eno in zlato pravilo. Prvi napad medveda, sploh rjavega govorim, se pravi, pri nas v Evropi samo rjavi medved živi, prvi napad medveda je vedno lažen. Lažen. Se pravi, medvedka se dvigne na zadnje noge in udari s šapama prednjima pred vas nekje na 1 metru razdalje od vas, tako da v bistvu malo rahlega potrese naredi pod vami in da vam po domače rečeno drek v riti zmrzne, prostite temu izrazu. Skratka, da vas prestraši. Njen namen ni se boriti z vami, ker ve, da nima urgence, tako kot imamo mi, in lahko tudi od človeka faše kaj, po domače. In to pač seveda je žival tudi, rečemo, bolj pametna in tako naprej. In tudi nek angleški pregovor pravi: if they're brown, lay down. Se pravi, pejte dol na tla, pejte v klobčič, zavarujte si vrat, vitalne organe s komolci, in mirujte, dokler se pač ne umakne ta medvedka ali pa medved. If they're black, fight back. Se pravi, če je črn medved, to je Kanada, Aljaska in tako naprej, se morate z njim boriti, če ne vas bo pokončal. If they're white, good night. Se pravi, če so pa beli, polarni, pa nimate šans. Mimo grede naj povem razliko med polarnim, koliko daleč lahko voha. Mislim, da na nekje 45 km zavoha tjulnja. Seveda tam nima nobenih ovir, veter mu še pomaga dodatno in tako naprej. Naš medved, rjavi medved, ki je mimo grede tudi enako kot grizli, je pač čista, torej enako grizli, enako rjavi medved kot naš tukaj, samo da grizli zraste večji, ker ima več hrane, več lososov, več brusnic, več kadavrov, če hočete in tako naprej.
Skratka, vrnimo se nazaj k temu našemu medvedu. Mnogo ljudi misli, da ko sem prej omenil, da gre medvedka nazaj naprej naredita fake attack, torej napad. Sprav, če vidite medveda se dvigne na zadnje noge, je to eno, če boste zdaj to poslušali do konca, je res zanimivo. Kaj to pomeni? Ko se medved dvigne na zadnje noge in vas gleda, kaj ste pa vi zdaj za en tam, Zakaj pride do tega? Če se vi postavite na vse 4 vaše, da greste na roke pa na kolena, v grmovje, pa ste v eni gošči, dajte mi povedati, kaj vi vidite pred sabo. Kaj bi vi videli? Če si predstavljate, da so zraven grmički, robida, ne vem, karkoli, smrekice majhne, Kaj vidite na vseh 4? Je popolnoma nič ne vidite pred sabo, 5 metrov skoraj lahko, odvisno koliko je gosto, In zakaj se medved dvigne? Zato, da ima boljši pregled. Medved zelo slabo vidi, dobro sliši in zelo dobro voha. Torej, ima res izostrena čutila. Kot sem rekel, oči pa ne. Torej, oči vid mu bolj peša. Naj povem, da je tudi iz rodu psov, se pravi, da boste dosti velikih podobnosti najdeli, Je predator, se pravi, ima oči tako kot mi, plenilci oziroma vsi, ki so plen, pa imajo ob strani zajci, veverce in tako naprej. Čist mimo grede okrog tega. Skratka, okrog medveda bomo še kakšen video posneli, da ne bom predolg. Jaz upam, da vam je bil zanimiv. Če vam je bil, seveda, prosim, da se naročite na naš kanal, zato da boste obveščeni o drugih novih nasvetih. Trudil se bom za to, da vam res probam dati od sebe svoje znanje, da to nekje ostane na enem mediju, hvala Bogu, da lahko si to pač kdorkoli brezplačno pogleda, hvala Bogu. In ja, s tem vsi rastemo, če imate vi kakšno izkušnjo z medvedom, slabo, dobro, kakršnokoli, napišite v komentar, bom vesel, z veseljem bom odgovoril, ker zaenkrat še nisem prav obremenjen s tem, ampak sem pripravljen na vse. Tako da hvala za vaš čas, vaš trud, da ste potrpeli do konca z mano in upam, da se vidimo v naslednjem videu.